ki ga dela, in skozi to nastane en proizvod. Torej ste vzpostavili neko kolektivno zavest, nek duh, ki zdaj prevladuje v odnosu do vsakega naročila. Da, zavedamo se, da je potrebno vložiti precej več, kot smo vlagali, in bo še v prihodnosti potrebno vložiti še nadaljne razvojne in inovativne dejavnosti v to, da bi uspeli in se obdržali na trgu kot do sedaj. Torej je tudi trženje inovativno. In v kakšnem smislu? Ponavadi se zelo enostavno asociiramo, kadar govorimo o inovativnosti nekega produkta, nekega stroja. Pa vendar vi se vračate nazaj, da je potrebna inovativnost tudi v trženju, v celotnem procesu. Na vseh področjih je potrebno in tudi v trženju ugotavljamo, kako malo znamo. Skozi diskusije z proizvodnjo, z razvojem smo ugotovili, da v trženju primanjkuje znanja o proizvodnji, kajti naši kupci, ki so vedno bolj usmerjeni v kvaliteto in se izobražujejo tudi na steklarskem področju, so nas začeli spraševati čudna vprašanja. Torej to pomeni, da je precej aktivno tudi interno izobraževanje, prenos znanj med posameznimi skupinami. Točno tako, in potem se čuti tista povezanost, da proizvodnja ne samo proizvaja, ampak tudi svetuje, razloži, kako se izdeluje izdelek, kajti še do pred leta pa pol je bila to skrivnost. Torej, kje vidite potem ključne priložnosti za trženje v prihodnje? Sodelovanje predvsem s kupcem na področju razvoja izdelkov, kjer moramo mi dodati svojo dodano vrednost v produkt, kajti le tako se kupec zaveda, da je odvisen od nas in mi od njega. Bodočnost oziroma uspeh tudi v komercialnem smislu v veliki meri zavisi od odnosov, ki jih razvijate s svojim kupcem. Točno tako. Odnosi so bistveni, zato smo precej vlagali v odnose, ne samo na področju papirologije, kot bi dejal, ampak potujemo bistveno več, obiskujemo naše kupce, sprašujemo kupce o njihovih interesih, ciljih v prihodnosti in na koncu koncev se potem rodi pač neka pogodba do leta 2007 ali 2008. Prej ste omenili segmentiran pogled na trg. Ja? Ali je to za sabo potegnilo tudi drugačni prodajni splet, z drugimi besedami, ali ste zaradi segmentiranega pogleda na trg, kar posledično pomeni nove tržne niše, tudi spremenili strukturo svojega predmeta poslovanja oziroma prodajnega spleta? Prodajni splet, mislim, ne morem reči, da smo ga spremenili 100%, ampak ga spreminjamo, sukcesivno ga spreminjamo, kajti vedno več je izdelkov, ki imajo višjo dodano vrednost. In ki služijo tem segmentu strank in ta segment strank bo ostal na evropskem prostoru. Večkrat je bilo omenjeno, da ste v tej povezavi navznoter seveda pridobivali na znanju in na izkušnjah in se s pomočjo tega tudi pozicionirali v odnosu do strank, še zlasti teh pomembnih strateških strank. Kaj je za vas to v resnici kot direktorja oziroma nekoga, ki je zadolžen za trženje, pomenilo in od kje ste vi črpali to moč? Postali smo samozavestni. Skozi samozavest smo znali vprašati. Skozi znanje, ki smo ga pridobili v internih diskusijah oziroma v internih brainstormingih, kaj narediti z zahtevnim izdelkom, smo nekako postali tisto, da lahko vprašamo vse, da kupca lahko vprašamo vse, kar se tiče izdelka, kar se tiče njegovih interesov in lahko mu povemo naše lastne interese. Torej, če bi samo poskušala povzeti, trženjski del
je v resnici začutil svojo priložnost in se ukrepil skozi 3 elemente. Prvič ste pogledali trg na zelo segmentiran način in si definirali svoje lastne niše, tržne niše, glede na svoje ključne sposobnosti in to kolektivno zavest, ki ste si jo ustvarili. Na drugi strani ste zelo poudarili pomen ciljev, ki ste jih imeli, skupnih ciljev, torej ciljno usmerjeno poslovanje, ki vas je motiviralo in v bistvu nekako negiralo vse tiste nasprotja, ki so morda zaradi zgodovinskih razlogov ali osebnostnih razlogov vse v preteklosti nabirala v vaših odnosih. In nenazadnje ste omenili pomemben element izmenjavo znanja med posameznimi oddelki in ta konstruktiven pristop, da si drug drugemu pomagate, zopet, če se vrnemo nazaj, zaradi teh skupnih ciljev. Ja, točno. Pri nas, v našem podjetju, govorimo o enem cilju. Kako doseči realizacijo, ki smo si jo zastavili, in sicer ne s proizvodi, ki imajo nižjo dodano vrednost, ampak s proizvodi, ki imajo višjo dodano vrednost in so za naše strateške kupce. Iz velikih serij in enostavnih proizvodov ste začeli dobivati čedalje več naročil, kjer so bile serije majhne, proizvodi pa čedalje bolj zahtevni, zahtevala se je večja odzivnost, večja kakovost. Kaj je to pomenilo za vas? Konec leta 2003 smo ugotovili, da je pomanjkanje naročil. In to ne samo naročil za zahtevne izdelke, ampak tudi naročil za izdelke za nižjo dodano vrednost. Poskušali smo ugotoviti, kaj je narobe, ali je z nami nekaj narobe, ali je z našimi kupci. Ugotovili smo, da je z nami nekaj narobe, kajti nismo bili povezani v okviru podjetja. Sodelovanje med posameznimi sektorji je bilo izredno šibko. Vsekakor obtoževanja so bila, proizvodnja je hotela nekaj, komerciala je hotela nekaj. Na osnovi tega smo začeli skupaj iskati rešitve in pri tem so nam pomagali tudi kupci, ki jih je zaradi globalizacije trga, svetovnega trga, nekako prignalo, da so iskali nove dobavitelje. Na osnovi interesov teh kupcev, na osnovi obiskov teh kupcev smo nekako identificirali cilje, oziroma kupci so nam povedali svoje cilje. Ugotovili smo, da naši cilji niso identični s cilji naših kupcev. Zelo zanimivo. In kaj ste storili? Kaj smo storili? Začeli smo oblikovati skupne time v našem podjetju. Ali skupne pomeni medfunkcijske, to se pravi iz različnih sektorjev? Iz različnih sektorjev, kajti skozi to smo prezentirali, kaj kupec želi. In potem so se tudi naši kolegi v proizvodnji, v nabavi, v dodelavi začeli zavedati, da tisto, kar smo do sedaj delali, ni več tako. Torej so začutili spremembe skozi direktne naročila in izzive strani kupcev. Točno. In v prvih mesecih je bil velik problem, kajti nič ni šlo. Ni se dalo narediti. Reklamacije so se povečevale? Reklamacije so se povečevale. Bili so pritiski, da je treba opustiti, da ni treba sodelovati z zahtevnimi kupci. Vendar vztrajali smo. In nekako tudi vsi ostali so spoznali, da je treba s temi kupci sodelovati, kajti ti kupci nam skozi svoje cilje prinašajo dodano vrednost in s tem smo tudi mi korigirali svoje cilje, ki so sedaj veliko bolj ambiciozni.